Živjo. Poslušate 5. epizodo podcasta Goreči grm, z vami pa sem vaš gostitelj Matej Cepin. Danes gostim enega prav posebnega gosta. In sicer gosta, ki je bil pred nekaj več kot 20 leti moj osebni Goreči grm. Srečal sem ga na tečaju pedagogike igre, ki ga je on vodil. Tam smo se učili o tem, kako izbrati pravo igro za delo z mladimi, kako jo izvesti, kako jo ovrednotiti, kako jo predstaviti in še vse druge stvari povezane z igrami. Kasneje sem zvedel, oziroma sem po moje že celo prej vedel, da je to oseba, ki je bila zraven pri ustanovitvi skoraj vsega, kar se je v Sloveniji mladinskega zgodilo. Naprimer, bil je zraven pri ustanovitvi Mladinskega sveta Slovenije, pa skavtov, pa mladinskega ceha, MEPI-ja, Nefixa. Leta 2019 pa je prejel za vse te stvari tudi državno priznanje za izjemne dosežke v mladinskem sektorju kot edini v tistem letu. Ja, tako je. Gre za Salezijanca Rafa Pinoso. Pogovor z njim mi je minil, kot bi trenil. Med drugim sva se pogovarjali o njegovih gorečih grmih, o tem, a je bil celibat tudi del paketa tega njegovega gorečega grma ali ne. Zelo zanimiva pa mi je bila tudi debata o tem, kaj starši najstnikov, nekako otrok v obdobju nekje 10 do 15 let, delamo prav in kaj delamo narobe. Gremo kar v akcijo, še prej pa naročite se na ta podcast v vaši najljubši podcasterski aplikaciji, da boste vedno obveščeni o novih epizodah. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Rafo, dobrodošel. V čast mi je, da se lahko s teboj pogovarjam. Dober dan tudi tebi. Ko pomislim nate, se najbolj spomnim na dve stvari. Najprej na obdobje, ko sva se midva spoznala, to so bila pozna 90-ta, potem pa na vse organizacije, pri katerih nastanku si ti sodeloval, največ po moje v zgodnjih 90-ih, in sicer spomnim se Mladinskega sveta Slovenije, ki si ga soustvarjal, potem skavte, si bil tudi pri začetkih zelo velik zraven, kasneje Društvo Mladinski ceh, potem danes obstaja še MEPI, ta mednarodno priznanje za mlade, ki si tudi imel prste zraven pri ustanovitvi. Da ne govorimo o Nefixu, ne vem točno, si bil tudi pri Skamu, kaj zraven pri skupnosti katoliške mladine. To gotovo ne more biti delo samo enega človeka, meni se zdi to res toliko impozantno, ker večina od teh stvari z izjemo Skama še zmeram danes živi. In me zanima, kakšna je bila pravzaprav tvoja vloga v teh procesih? Torej, v tem času so nastajali dejansko mladinske organizacije ali pa se je ponovno začenjalo organizirati mladinsko delo ali pa mladi so se začeli organizirati in imenovati to mladinsko delo. Ali pa smo začeli imenovati. No, jaz takrat nisem bil več mlad, ne, je tudi to potrebno poudariti. To se pravi, bil sem zdraven, pri nobeni od teh stvareh dejansko nisem bil tisti, ki bi bilo od mene odvisno, da stvar je ali da stvari ne bo. Tudi na cehu ne? Mogoče na cehu še najbolj, ampak verjetno tudi tukaj lahko rečem, da ne, ker sem bil bolj ali manj, lahko rečem, koordinator tistih skupin, ki so želele narediti nekaj. In smo potem iskali eno tako obliko, ki lahko pokrije to. Hvala Bogu moram reči, da sem imel izkušnjo iz Avstrije, organiziranost koroških Slovencev, kjer sem delal kot vzgojitelj v dijaškem domu več let in takrat sem se srečal tudi, to se pravi, s skavti, kako so oni organizirani, z dijaško skupino ali pa z dijaškim društvom, kako je tam organiziran, s kulturnim društvom, kako je organizirano in to se pravi, te izkušnje so bile zame zagotovo zelo dobrodošle, čisto iz tega praktičnega organizacijskega vidika, kjer sem že, lahko bi rekel, imel izkušnjo, v kaj bo pripeljalo, če gremo tako in tako, ali pa v kaj, če bomo šli po neki drugi poti. Ne? In tako so pa dejansko takrat, lahko rečem, nastajale te mladinske organizacije, ki so zadovoljevale
in različne ljudi in bile na organizacijski ravni različne. Ne vem, ceh in skauti, lahko rečemo, nimajo čisto nič skupnega, razen tega, da so člani v eni in v drugi organizaciji mladi. Pa kakšna je bila bolj specifično tvoja vloga? Ti si jih povezoval, si lobiral, si klicaril, si jim povedal, kako? Ne vem, pri skautih, lahko rečem, sem se zelo ukvarjal z metodo, s tehnologijo. To se pravi, pedagogiko v bistvu. Kaj pomeni biti skautski voditelj, in sem bil v začetku vse, od duhovnega voditelja do voditelja, praktičnih veščin pa do tistega vodnika, lahko rečem, v eni od skupine, in to mi je kradlo praktično ves čas. Počasi so se pa potem začeli usposabljati mladi, ki so prevzemali stvari in meni tega ni bilo potrebno več delati. In smo začeli lahko delati malo zahtevnejše stvari, recimo pri skautih. Pot v mladinski ceh je bila pa popolnoma drugačna. Tam so bile pa skupine, ki so bile že organizirane, ki so pa hotele nekaj več, kot samo se srečevati recimo na eni župniji kot, ne vem, klepetalna skupina v petek ali pa v četrtek zvečer, ki so hotele kaj več kot to. Mladinski svet Slovenije, za poslušalce ne povem, da je to pa raznobarvna združenje vseh mladinskih organizacij, levih, desnih, zgornjih, spodnjih, srednjih, zadnjih. Ja, tudi na slovenski ravni ali pa na ravni nekega predstavništva mladih kot take je bilo potrebno, to se pravi, je bilo potrebno narediti tudi neko neposredno povezavo z, če lahko rečemo, z oblastjo. Tako smo bili zraven dejansko pri nastajanju urada za mladino in pozneje seveda tudi čisto te samoorganiziranosti, če rečemo temu tako, mladih v neki strukturi mladinsko delo. Pač mladi smo bili v tistem času, ali pa mladinske organizacije so bile v tistem času ne bodi si ga treba, ker je bil to čas privatizacije. In stari sistem je imel za mlade dosti dobro poskrbljeno infrastrukturo. Računajte, da v vsakem bloku je bila ena soba namenjena mladim. Nobena od teh sob, saj jaz ne vem za njo, da bi preživela. Pa ni važno, v katerem mestu je to bilo, ker so se popolnoma vse olastninile. Ni važno, ali so jo olastnili stanovalci ali nekdo drug, ampak niso več v lasti, to se pravi v lasti mladih. Ti si res mladinski delavec z dušo in telesom, odkar te poznam, torej že več kot 20 let in že naprej veliko podlage. Uradno smo poklic mladinski delavec dobili šele pred 2-3 leti. Ti si bil pa s tem veliko pred časom na nek način, ampak vseeno na nek način si tudi pastoralni delavec, pa socialni delavec, pa me zanima, kako bi ti svojo poklicno identiteto opisal. Mogoče na ta način, kot sem enkrat že tako s prispodobo rekel temu, da ja, vedno sem bil z mladimi, vedno sem bil v mladinskem delu in sem se ob tem postaral. Nič od tega, to se pravi, kar si naštel, mi ni tuje, mi ni daleč, pa nič od tega ni nekaj, kar bi me profesionalno opredeljevalo. Nimam statusa mladinskega delavca uradnega, niti statusa socialnega delavca uradnega, nimam strokovnega izpita zaključenega, ne. Delam pa dejansko, lahko rečem, na teh področjih, tako v pastorali, tako v, to se pravi, v mladinskem delu ali pa v povezavi enega in drugega in preko skale, tudi v socialnem, torej v polju, če lahko rečem, socialnega dela z deprivilegiranimi mladimi, ja, od zmerom. Torej od mojih, lahko rečem, ne najstniških, ampak verjetno še prej let. Zdaj si mi dal potrditev, ja, vse to troje sem, ampak kaj je v jedru tega? Kako bi to, si salezijanc, je to Don Bosco, kaj je v jedru, ali kaj je v jedru? Jaz mislim, da samo to in nič drugega. To se pravi, da salezijanska karizma ali salezijanski poslanstvo ali salezijansko delo, vseeno kaj, preventivno delo za mlade, kakršnega si je zamislil ali pa kakršnega je začel Don Bosco, ki je tudi v Sloveniji, recimo, tako kot v vseh drugih državah, razen parih izjem. Po celem svetu delujemo salezijanci z enakim ozadjem dejansko, torej opolnomočiti mlade, pomagati, to se pravi biti zdraven ob mladih, da lahko razvijajo svoje potenciale. Don Bosco je poleg tega, da je zelo velik delu z mladimi 1-na-1 pa s skupinami,
veliko delal tudi na sistemski ravni. Bil je na nek način sindikalist, zagovornik mladih pri delodajalcih in tako naprej. In meni se zdiš ti en tak zgled tega, da delaš in z mladimi neposredno in ogromno na neki sistemski ravni. Razvoj projektov, inoviranje raznih modelov, procesov in vsega mogočega zagovorništvo mladih na različnih ravneh. To ni čist tipično sploh ne za duhovnika, tudi za salezijanca ne. Pa me zanima, če znaš povedati, kaj je že dolgo let nazaj v tebi to povzročilo? Kako da si se ti obrnil tudi v sistemsko raven? Tako, bom vzel kot prispodobo, to se pravi na enem drugem področju, ki je verjetno lažje razumljivo ali pa ga je lažje razložiti. Če hočeš peljati neko firmo, moraš pripeljati notri produkt, ki ga bo ta firma delala. Ko imaš produkt, šele lahko začneš zaposlovati, lahko začneš usposabljati ljudi, svoje delavce, ki bodo ta produkt delali. Pri mladinskem delu je pa obratno. Imaš mlade, ki hočejo nekaj delati, ki nimajo pojma, kaj bi delali, ki imajo recimo temu čas, ki imajo energijo, se jim pa sanje ne, kaj bi lahko ta produkt bil. To se pravi, kaj bi bilo tisto, kar bi bilo njihovo delo. In jaz mislim, da danes v današnji družbi smo prišli do tega, da pravzaprav ne vemo več kaj. Strukturiran dialog, pa zaposlovanje, pa ja. A je to res tisto, kar mladega od njegovega, če rečemo uradno, od 15. leta pa do 29. zareza posluje, ali je za 15-letnike nič od tega? Za 10-letnike zagotovo nič, ki se morajo pripravljati na svojo aktivno mladost, čeprav jih imamo še za otroke, oni sebe za to nimajo več. Kje se začne in kje je meja med tistim, kar je mladinsko delo in med tistim, kar mladi v resnici potrebujejo. In na ta način potem morajo nastajati novi produkti, torej morajo nastajati nove ideje. Kdo jo da, kako pride do nje, so poti po moje izredno različne. Kako zdaj presojaš rodovitnost teh sistemov, struktur, posameznih mladih, ki so zdaj 30 let starejši? Kaj od tega je bilo najbolj rodovitno, kaj ti je bilo tisto, kar bi še poudarjal, če bi se lahko vrnil nazaj? Med temi dejavnostmi, če tako lahko rečem, jaz bi jo postavil, na prvo mesto, ampak gotovo med tiste bolj uspešne bi dal skupino Šlem pri mladinskem cehu, za katero po mojem nihče od mladih več ne ve, kaj to je bilo. Kaj pa je to bilo? No, sej, to je to. Je pa bila skupina, ki je bila dejansko zagovornik za nabornike, za vojake na služenju vojaškega roka. Ne samo za civilno služenje, ampak tudi za civilno služenje, to se pravi tudi za ugovor vesti. Eden od produktov, ki je takrat bil aktualen, danes pa ni nobene potrebe več za to, ker pač ni naborništva. Ne. Takrat, to se pravi, če tako lahko rečemo, pa izredno pomemben, ker je stal neopremljen mladostnik nasproti blazno dobro strukturiranemu sistemu, kot je vojska. Ne samo slovenska, ampak kot so vojaki, profesionalci, ki so vodili, ali pa uslužbenci, upravniki nabornih komisij po raznih občinah, ki so preprosto prešli iz starega sistema, kjer so bili bogova, v enega, kjer so morali postati, kjer smo jih morali prisiliti v to, da postanejo, da nas vzamejo vsaj kot nekoga, ki jim lahko nekaj pove, ki ga ne bodo upoštevali, ampak ki jim lahko nekaj pove, ki ima pravico govoriti. In to je bilo potrebno se boriti za to prav pošteno. Res odgovarjali na potrebe mladih tistega časa, ampak ti si mi kot najbolj rodoviten del izpostavil eno stvar, ki je niti ni več. Tako, ki je umrla. Kaj je torej zate definicija rodovitnosti? Morda ravno to, da odgovori v tistem času na dejansko na resnično potrebo. Kaj s vem, skavti so preživeli, so se razvili, so zrasli iz neke majcene skupince parih 10 v nekaj 1000. Je rodoviten. Gotovo, da je, to se pravi, ampak na popolnoma drugi ravni kot recimo en takšen projekt. Hočeš reči, lahko da jutri ne bo več. In čisto možno. Hvala Bogu, da je bilo. Nefiks je preživel, recimo izobraževanje, ki ga je pa porodilo, ali pa usposabljanje,
na mladinskem cehu, pa je preživelo samo v enem majčkenem delčku. Je pa nastala iz tega večja organizacija, kot je Socialna akademija. Iz tega ali pa vzporedno s tem. Ne. Tako da ja, kaj? Se pravi, rodovitnost ni nekaj, kar preživi dolge čase. Mogoče mi prevečkrat računamo da je nekaj uspešno skozi denar. To se pravi skozi denar, skozi to, če obstaja, če prinaša dobiček. Ne pa skozi to, ali odgovarja na resnične potrebe. Kaj s tem? Kmet, ki je posejal neko zadevo, pa jo je toča uničila, kaj je potem? Je neuspešno posejal, je neuspešno obdeloval, v bistvu nič od tega, ne? To se pravi, je za nič kmet, zaradi tega, ker mu je neka naravna katastrofa, to se pravi, nek splet zunanjih okoliščin, na katere ni imel vpliva, mu je porušil, mu je spremenil. Sploh ne, on je naredil vse, kar je bilo v njegovi moči, da je kvalitetno in na osnovi tega znanja lahko naredi drugo leto isto stvar, enako, od začetka na novo, če bo potreba. Tako me provocira ta tvoja misel, ker mi je malo v nasprotju z načeli trajnostnega razvoja. Veš, neka kmetija, ki je že 500 let tam in ima že izdelane neke procese in deluje posledično sonaravno, ker drugače sploh ne bi preživela 500 let, ne, je v okolju nekaj trajnega, nekaj tudi lepega za pogledati, nekaj, kar skriva zgodovino, kar nas povezuje z identiteto. Ti pa govoriš, provociram mal, pa ti tudi mene, ti pa govoriš glih obratno. Ti pa govoriš, da je lahko rodovitno nekaj, kar 10 sekund živi, pa pol umre. Ja, ampak izkušnja, to se pravi, lahko umre tisti zaključni del, uspešnost v danes. To, kar so pred 500 leti na tej kmetiji sadili ali sejali, danes nič od tega verjetno nimajo več, ker so se semena spremenila, ker se je tehnologija spremenila in tako naprej. Tradicija kmetovanja pa je ostala. Tradicija mladinskega dela ali pa dela z mladimi, za mlade, z njimi skupaj, pa je ostala. To se pravi, znanje, izkušnje, odnos, ki smo ga ustvarili, je ostal in mladinskega dela, jaz upam, da se ne gremo zaradi tega, da naredimo nekaj, ampak da se učimo stvari, da pridobivamo znanje, da pridobivamo izkušnje, da dobivamo odnos eden z drugim, da se in socializiramo kot ljudje, kot bitja odnosa in na drugi strani kot tisti, ki bomo lahko svoje znanje, svoje izkušnje, ki smo jih tukaj pridobili na morda popolnoma nepomembnih, družbeno nepomembnih stvareh, jih uporabili tudi v kasnejšem poslovnem življenju ali pa v kasnejšem, to se pravi, torej v osebnem poslanstvu. Delal si res že ogromno stvari, zelo različnih. Zdaj se ukvarjaš z socialnim cirkusom, ki je vezan malo na cirkuško pedagogiko, prej si delal že spremljanje prostovoljcev, pa neformalno izobraževanje, pa nabornike, pa tako naprej. Kaj je skupni imenovalec vsega tega? Rekel si že, da bi mladi pač svoje potenciale izkoristili, kar se da, ampak vseeno še malo bolj tak srčen potencial, za katerega si ti poklican. Jaz mislim, da vsak od nas mora poiskati ne samo v sebi, ampak tudi v svojem okolju tisto, kar dopolnjuje znanje ali pa poslanstvo ali pa veščine, ki jih jaz imam osebno, s tistimi, ki jih preprosto nimam. In čim bolj se zavedam, kaj vse lahko nekdo drug napravi ali pa katere darove vse nekdo drug ima in jih lahko združva skupaj, jih lahko dava v nek sendvič, to se pravi v neko skupno stvar, toliko boljše, torej toliko bolj kvalitetno, toliko bolj raznoliko bo in moje življenje in življenje, to se pravi drugih okrog. To se pravi okrog mene. Jaz sem te slišal zdaj kot zavedati se svojih darov, pa iskati darove drugih, ki so tvojim komplementarni in se nekako povezati. Ja, lahko rečemo tako, ja. Kje si dobil navdih za to poslanstvo, če se vrneva nazaj, ko še sploh nisi vedel, da boš salezijanec, ko si bil še nekdo čist drug, mogoče nepopisan ali pa drugače popisan list. Če zdaj pogledaš nazaj, kateri so bili tisti glavni dogodki, ki so te k temu peljali? Jaz bi rekel, da sta dva, tako recimo, mogoče, ja. Dva, vendar oba sta vezana s salezijanci.
ali pa z Don Boscovim načinom dela. Prvi je bil en tak daljni sorodnik moje mame, ki je prišel kar tako enkrat na obisk. Nekateri ga morda poznajo v eni drugi vlogi, Mirko Žerjav je bil to, že dolgo pokojni. Je prišel na obisk, ko sem bil mogoče star takrat 10 let, kaj takega, ne. Ti si iz dobrega polja, ne? Tako je, ampak je prišel tako obiskati to daljno sorodstvo, ne k meni ali kakorkoli. Ampak v tem pogovoru z njim ali pa v tistih nekem kratkem obdobju, ko sva bila skupaj, sem začutil, da jemlje, to se pravi, on kot duhovnik, jemlje ali pa pristopa k meni drugače kot naš župnik ali pa naš kaplan. To se pravi, je imel popolnoma drugačen pristop. Na to sem, lahko rečem, popolnoma pozabil, ne. Do enega obdobja, ko me je on preprosto povabil, če bi jaz prišel enkrat v Želimlje na poleti na ene duhovne vaje. Takrat sem bil pa po moje v kakšnem 7. razredu. Ja, in Torej 4 leta kasneje. recimo nekaj takega, ja. In ja, sem šel in moj prvi podvig je bil preprosto to, iti v neznano, iti sam na avtobus, mulo prvič, to se pravi, no, rekel čisto prvič v svet, ampak prvič v nekem, kjer nimam pojma, kjer nisem bil rešen nikoli, z eno potovalkico, v kateri so pač rjuhe in tisto, kar potrebuješ za biti nekaj dni nekje. Popolnoma nov svet, torej nekaj popolnoma novega, in tukaj se začne pa tisto drugo, da mi starša sta mi preprosto sta me pustila. Nobeden od njiju ni šel z mano. Dal so mi denar za avtobus in to je bilo to. In sem šel. In prišel in ostal in tam videl, da ni samo on takšen, ampak da so pravzaprav lahko vsi taki. In ja, takrat mi je bilo jasno, da hočem biti jaz tak. Če lahko rečem, da je to, ne. In Jaz si omenil en zelo močen goreči grm na nek način, pri 10 letih, ne. Pri kolikih letih je imel že Don Bosco svoje sanje? A ja, tam nekje, ja, tudi. Ja, a je to taka mečkeno magična prej. starost, misliš, ali je slučaj? Jaz mislim, da se v tem obdobju nekje lomi tisto smer, v katero ljudje gremo, ne. In a jim dajemo, to se pravi, ali stojimo ob strani v tem, da lahko razvijajo samega sebe, ali pa jim dajemo to, da ostajajo odvisni od nas, ne. In jaz mislim, da današnja družba najstnike, to se pravi prav nekje na tem obdobju, torej v tem obdobju, v tej starosti. 10 do 14, ta tvoj začetek in konec. Najbrž še tukaj nekje, ja. Jih preveč zavijamo v vato, torej jim preveč serviramo stvari, jih delamo premalo samostojne, in zaradi tega, ja, ostajajo v varnem hotelu mame za zmerom, če se le da, ali pa čim dlje. Dokler jih nekaj v življenju zelo, zelo ne pretrese in jih vrže iz tega ven. Montessori pedagogika ima en zelo dober izraz, ki se mu reče občutljivo obdobje za nekaj, ne? In če ga zamudiš, bo pol težje, recimo se črke naučiti ali pa tako, ne? Ja. Pač obdobje, ko gre z lahkoto, no? Za katero stvar je 10 do 14 po tvoje občutljivo obdobje? Za vse. No, To se pravi, to pa ni v skladu s tem konceptom. ja, se strinjam. Ampak dejansko za vse, to se pravi, za vse mislim v tem, da človek se dejansko v tem času iz otroka spreminja v žensko, v moškega, se spreminja v, ne vem, če lahko rečem temu, v odraslega, ne, ampak spreminja svoje dojemanje in svoje gledanje do sveta in odnos do sveta. V tem smislu vse stvari mora postaviti dejansko na novo. Ne, da mora se vsega naučiti, ne. Če zna pisati, gotovo, ne. Zna hoditi, zna se voziti s kolesom in tako naprej. Nič koliko veščin ima, ki jih preprosto prenese naprej, ampak če na to ne naveže novih, in med te zagotovo sodi, kdo sem, kaj je moje središče, torej da sem, to se pravi, da sem več kot samo to, kar mi drugi rečejo, ali pa to, kar mi ogledalo pokaže, da sem veliko več kot to. In če tega ne odkrije v tem času in ne naredi osebnega odnosa do tega,
po moje je v življenju za zmerom prikrajšan za nekaj zelo velikega. In danes jaz mislim, da jim premalo omogočamo, da bi videli in da bi odkrili samega sebe v tisti pravi luči, v tisti, kaj vem, da so princi, da so princese in to ne tisti otroški. Avtentičnost. Ne, tako, njegova hvala. lastnost. Ne. Super beseda, ja. To se pravi, da se osredinijo okrog nečesa, ko ni samo videz, torej ko ni samo telesnost. Enega tvojega stavka se spomnim, Rafo, pred par leti si ga rekel, najbrž si že pozabil, kaj se mi ukvarjamo s temi mulci, otroki, ki se pol itak resetirajo v puberteti. Ne? Zakaj se salezijanci toliko ukvarjamo z njimi, to je čist brez veze, vse se pol resetira. Ne? Koliko je tukaj zrna resnice, koliko je pa provokacija? Torej, glede na tisto, kar sem prej govoril, ja, bi rekel, da je tukaj kar veliko. Torej, resetiramo. Kje je pol idealna starost za salezijance, idealna starost ciljne skupine za nekega salezijanca po tvoje? Biti z mladimi, ne glede na starost, biti z njim, ko, ne vem, takrat, ko lahko nekaj napravi, torej, kjer mu lahko ponudiš eno roko opore, ko mu pokažeš stopnico, ko mu nekoga opozarjaš, kaj skozi dela narobe, ampak ko mu odpira svet, v kaj bi lahko šel naprej. Jaz tako vidim. Ne. Kako naj pa recimo starši to počnemo, kakšen primer, kakšna zgodbica, se pravi, kako odpirati svet, kako ukazati mulcu, kam bi šel lahko naprej v tem obdobju 10 do 15? Ohranjati zaupanje v njega, torej v mladega, vendar tako zaupanje, katerega je tudi on vreden, v katerega mora tudi on nekaj vložiti. To ne pomeni, da ga spremljam, a je naredil ali ni naredil, ampak da pričakujem, da mi bo povedal, kako je naredil, ne da bom jaz vohunil za njim. In mogoče so mobiteli zato za nič, ker omogočajo vohunjenje in ker izkoriščamo vohunjenje in vejo, da vohunimo za njimi ali da vohunijo za njimi. Sam bom res rekel, da tega ne počenjam, da ne delam tega zavestno, nočem tega počenjati. Želiš, da so malo svobodni, ne? In da se zaserijo. Da imajo pravico zmotiti se zmotiti pošteno. To se pravi, ne samo malo, ampak še vedno ne katastrofalno, ker z napak se učimo. Zelo veliko stvari. Nič kolikokrat je treba obtovč kolena, da se naučim voziti po 2 kolesih. Nič kolikokrat je treba nakracati nekaj, da se naučim napisati A. In to je to. In v življenju tudi za druge stvari je potrebno napraviti toliko in toliko felerjev, zato da potem, ko rabim tisto znanje, ga imam, vključno s felerji. Zdaj imam pa zadnje provokacijo. Kjeri so bili pa pol tvoji felerji v tem 10 do 15 obdobju? Kaj pa vem. Po moje taki kot vseh najstnikov. Nič zelo drugačni ali pa nič kaj zelo ekstravagantnega. No. Popolnoma tak, povprečen, nagajiv, neukrotljiv in tako naprej. Mulo, ki se zna zelo postaviti za sebe ali pa biti zelo nesramen do drugih, v prvi vrsti seveda do učiteljev. Enim sem po moje v osnovni šoli pošteno zagrenil življenje. S čim pa? Bolj verbalno ali z dejanji? Ali? Ne, s tem, da sem bil zelo učenec, ki niti približno se ni gnal za ocene, ki mu je bilo pomembno, da pride skozi in da ima ob tistem nič koliko časa za delati tisto, kar ga zanima. To pa lahko rečem, da sem ohranil cel čas, da neke stvari, ki jih moram narediti, jih pač naredim, ker jih moram narediti. Recimo, moral sem se učiti kemijo, zato da sem popravil na 2, pa angleščino, pa tak naprej. Ne. Sem se moral učiti. Kjer so bile pa pol tiste stvari, ki so te pa zanimale? Umetnost, tehnika, znanstvena fantastika, parapsihologija, duhovno in tako naprej. Svetopismo, polno drugih stvari me je zanimalo, poleg tistega, kar me je moralo zanimati. Ne. Zdaj, res si tako klišejsko na nek način opisal tisti goreči grm pri 10 letih srečanja z daljnim sorodnikom in potem pač
čez nekaj časa povabilo, ki je to sprožilo. Kaj pa je bilo še v tebi tazga posebnega, ker najbrž si ta daljni sorodnik vsem srečal z mnogimi mulci, 10 let starimi, pa niso šli vsi za salezijance, ne? Zagotovo, to se pravi zagotovo. Torej, mene je nagovorilo to, da me je obravnaval, torej, da me ni obravnaval niti zviška, niti kot otroka, ampak da je obravnaval mene kot mene, da me je poslušal, da se je zanimal zame in ga ni zanimalo, kakšen uspeh imam v šoli, ampak ga je zanimalo, kako sem, kaj počenjam, kaj je in tak naprej. Ja, takrat sem sanjal, da bom finomehanik. Ne sanjal, takrat sem bil prepričan, da bom finomehanik. Kjer del tebe ga je v resnici zanimal? Duša ali hrepenenje ali kaj ga je zanimalo? Pravim, zanimalo ga je to, kar je zanimalo takrat, kar je bil moj interes. Ne. Se pravi, v prvi je bil mogoče, kad te je vprašal, kaj tebe zares zanima? Pogovarjal se je z mano. To se pravi, pogovarjala sva se, kot bi se poznalo od zmerom. In ni bil tisti, ki bi me spraševal, ki bi me zasliševal, ki bi mi vsiljeval neko svoje mnenje, ampak je preprosto, jaz imam občutek, ne vem, o čem sva govorili, nimam pojma. Vem pa, to se pravi, ohranil pa sem občutek, da sem bil takrat jaz, da me ni, da me ni postavil v tisto, šolarček, od te in te familije, sin in tako naprej, ampak da sem smel biti jaz, pa da sem jaz bil tisti. In pol na teh duhovnih vajah v Želimljem, pa če sem prav razumel to, da je bilo še več takih, kaj je bilo še tisto, kar te je presenetilo? Razigranost, veselje, torej to, da delaš sedaj tisto, kar je takrat na vrsti, ali pa tisto, kar je takrat, ko je čas za spanje, je tišina in se gre spat, in ko je čas za nogomet, je čas za nogomet, in ko je čas, ne vem, za nekaj drugega, za petje, je pač čas za petje. Tudi za tiste, ki ne znamo pet, pač tolerantno smo takrat tiho in pustimo, da drugi počenjajo to, kar je. Neke vrste red tudi. Lahko se reče, to se pravi, red, ki pa ima, ali pa ki je dovolj pester, da je dovolj prostora zame, torej zame, za udejaniti en delček mene. Nisem v vsem, ne morem biti pri vsem, moram nekaj sprejeti kot tako, kot je, vendar večina stvari pa je utemeljenih, zakaj je tako, kot je. Ali pa ne večina, vse stvari so utemeljene. Meni je bilo jasno, ne vem, zakaj je ob 10 čas, da gremo spat, če hočemo drugan normalno začeti delati, mi je bilo popolnoma jasno, da pač zvečer ne smem klepetati, ne smem se pogovarjati, pa če bi bilo to še tako zanimivo, ker se je v tistem dnevu zgodilo neskončno stvari, ki bi jih rad delil z nekom drugim. In to te je že pol takoj poklicalo za salezijanca, ali je bila vmes še kar pot ovinkov in stranpoti in dvomov in tako? Ja, seveda so bili, osebni dvomi pridejo kasneje potem, ko si že krepko v poti notri. Ampak odločitev, da bi bil to, torej sprememba iz... Smer, ki jo hočem počenjati, ali pa ki jo hočem, mi je bila pa, popolnoma jasna. Niti približno mi ni bilo jasno, da bom kdaj duhovnik. Še dolgo ne. Da bom salezijanec, mi je pa bilo jasno, ja. Torej, da bom redovnik, mi je bilo... Da bom redovnik, mi je bilo jasno, redovnik salezijanec. Ali pač nekje tukaj, da način, kakršnega je delal Don Bosco, ga bom delal ali pri salezijancih, ali nekje drugje. Torej, ni bilo pomembno toliko, ampak smer, v katero hočem iti, je ta. To mi je bilo jasno vedno, lahko rečem vedno. Pač. Vedno takrat, ko sem tukaj šel. Da bom duhovnik, je bilo pa, lahko rečem, v drugem delu bogoslovja, to se pravi fakultete. Morda nič pretiravan, če rečem, v zadnjem letniku fakultete. In recimo celibat ti sploh ni bil problem, je bil tak klic vedno toliko močen, da celibat sploh ni bil nikoli vprašanje, recimo? Nikoli si nisem tega postavljal kot neke vrste omejitev. Ampak, kako ne rečem, živiš neko življenje in ga enostavno sprejemaš v celoti, to se pravi, ne vem. Jaz kot moški sem si kdaj hotel roditi. Ne, pač ne morem tega narediti. Ampak, a smem sanjati, a smem zamišljati si, a smem razmišljati o tem, kako je pa on drugi način življenja, kot ga lahko živi ženska? Ja, gotovo, da ja. Ampak
Kaj pa počenjaš, kaj pa delaš, kaj pa so tisti dnevni koraki, ki jih počenjaš, pa niso vezani na to, ne, so vezani na eno drugo pot, to se pravi na eno drugo pot, na ene druge izbire ali pa druge odločitve, ki so sedaj tukaj, ne pa za čez 50 let ali pa ne za pred 50 leti. Ja, ta tvoja drža, ta tvoja zavezanost poslanstvu mene zelo fascinira in navdihuje na nek način. Tako občutek imam, da nisi nikoli bil zelo zaskrbljen zase, ampak da si vedno na nek način z istim tempom izgoreval za to, kar si prejle opisoval. No? Za mlade, za dati jim neko dostojanstvo skozi nek odnos, za podpreti jih pri tistem, kar bi sami hoteli doseči. Kako se ti zdi, da je to prišlo do tega? No? Vse nas malo bolj skrbi zase. Meni je ta, kar oddaja, to se pravi, kar ta naslov, lahko se rečem, tega podcasta je tistine. Mojzes mora spoznati, da ne gre s terorizmom, pa če je še tako visoko na družbeni lestvici, kar pomeni, da se njegovo dejanje ne bo razkrilo, kar se skoraj zagotovo ne bi, ali pa če bi ga politično zatušali, ker je le iz kraljeve familije, ok? Tudi če je adoptiran, noter, ni pomembno. Tam je, tak status ima, pa vendar on osebno pobegne zaradi tega, ker noče tega osebno pele. Torej, to je tista osebno dozorevanje, moram se umakniti iz tega, ker to ni tista prava pot. In v puščavi, dolgo po tistem, ko mora služiti za svoj vsakdanji kruh z nečim čisto drugim, začenja odkrivati, mogoče pa je moje poslanstvo tam, kjer sem bil neko drugo. Ne? In pojdi k faraonu, torej pojdi k svojej familiji in jim povej, moje ljudstvo bo odšlo. Moje ljudstvo ne bo več tukaj notri, ker prišli smo kot gostje, danes smo pa nekaj drugega. In to ni isti status, katerega smo imeli, s katerim smo prišli, in to ni več ista pogodba, katero smo imeli na začetku. In enako po moje pri vsakem človeku moraš odkriti, kaj je tvoje središče, okrog česa se boš vrtel, kaj bo tista točka, v katero usmerjaš svoj pogled, katero postaviš kot tisti temeljni, torej temeljno točko, se ne znam drugače reči, torej kaj je tvoje središče, in če tega postavljaš v sebe, ja, potem se vse vrti okrog tebe, potem si narcis, ne. Če tega postavljaš v izgled, ja, potem se vse vrti okrog tega, ker imam prevelike ustnice, prevelik nos, pa na nosu neko stvar, pa premajhne prsi in tako naprej, in ja, lahko neskončno popravljam svoje telo, ki ne bo nikoli popolno. V kaj se ga pa splača postavljati? V nekaj, kar ni v tebi. In za mene ali pa za tiste, ki smo verujoči, verjetno sploh ni problem povedati, v kaj ga usmerjamo, kaj je tisto prvo središče. Za druge najbrž ga postaviti izven sebe, v dobrodelnost, v solidarnost, to se pravi v altruizem, če lahko rečem, nekaj, kar ti prinese srečo, ne v bližnjega kot bližnjega, ker te lahko veže, ker potem si namesto zaljubljen v sebe, si zaljubljen v drugega, si odvisen od drugega, si njegov suženj. Nekaj, kar te osvobaja, nekaj, kar je presežno, torej kar je transcendentno, pa kakorkoli govorimo. Se pravi, tudi v bližnjega ne, ampak v nek ideal, v nek nedoločljiv cilj je smiselno postaviti svoje središče. To se pravi, v nekaj, kar ni materialno. Kot Jezus reče, nekaj, česar ne razjeda ta molinarja. To se pravi, torej v nekaj tistega, kar nam prinaša resnično zadovoljstvo in resnično srečo. Nič koliko ljudi je zelo bogatih, pa je zelo nesrečnih ali pa samo povprečno kvaliteto življenja imajo. Pa so drugi, ki nimajo nič ali pa zelo malo, pa živijo zelo kvalitetno življenje. Prej sem že povedal, da si bil ti najbrž nehote moj goreči grm ali pa eden od mojih gorečih grmov, sicer veliko kasneje, ne v 10 do 15 obdobju, ne, ampak v 20 plus. Ampak me zanima, ti kot mladinski delavc, a se čutiš tudi kot nekoga, ki omogoča mladim, da živijo in da doživijo goreče grme? Imaš veliko takih zgodb, pa nimaš toliko? Pa kako doživljaš to svojo vlogo pri tem, da mladi mogoče ob tebi vidijo kakšen goreči grm? Torej, nikoli nisem želel biti ali pa hotel biti ali pa se trudil, da bi bil nekomu navdih, ne, prav tisto zavestno, ne moram pa
ker je od mene odvisen. Ampak kadarkoli lahko pa rečem, da sem pri nekom videl neko pot, ki bi jo lahko naredil, sem mu jo tudi predložil. Da si verjel ali v besedah, ali indirektno, ampak na nek način pa ja. Torej, tako da je lahko napravo izbral on, ne jaz, v njegovem imenu. In če je želel, stal tudi zraven pri tem, da tisto tudi uresniči, da tisto tudi izpelje, torej, da tisto tudi gre. Nefiks, recimo, ko si ga prej na začetku omenil, jaz mislim, da je Jožetov projekt, torej Jože Gornik to, od ideje pa do izvedbe. Ja, bil sem pa ves čas tudi zraven. Nič več kot to. Ne lastim si niti približno tega projekta in obratno lahko rečem, da je MEPI Ana speljala naprej. Potem, ko smo pravzaprav naredili vse, pa ni bilo nikogar, ki bi zares zaživel, ki bi zares se identificiral s tem in imel še takrat čas. Ana ga je pa nekako našla, je videla v tem svoje poslanstvo in super, pripeljala MEPI iz enega majhnega, lahko rečemo, programčka v nekaj, kar je danes ne samo v slovenskem merilu, se ni našla iznajdba. Nekaj res velikega tudi v Sloveniji. To se pravi nekaj, kar zaznamuje toliko in toliko mladih ali pa šolne. Ja, to se pravi 2 različne poti ali pa 2 različna človeka, ki sta šla z 2 projektoma na popolnoma 2 različna načina in danes živita. To se pravi, in sta danes torej aktualna. Ne vem, kako ti doživljaš, a se ta mladinska pastorala, to je polje, rečemo, cerkvenega mladinskega dela na nek način, kaj spremenilo od poznih od 90-ih do danes? Pač mladi so se spremenili, ampak ne vem, a je tudi cerkev malo manj drzna, kot je bila takrat? Kaj misliš? Ja, je bolj ziheraška, kot je bila. Verjetno tudi zaradi tega, ker v 90-ih letih nas je bilo veliko, to se pravi zelo veliko, sorazmerno mladih. To pomeni tudi sorazmerno, lahko rečemo, zagnanih, tudi v marsikdaj v nekonvencionalne prijeme ali po nekonvencionalne smeri. Za cerkev seveda. Danes smo vsi bolj ali manj v zrelih letih ali pa celo ste šli malo bolj v core biznisu, v koristi, ne delate toliko drugega. Ja, dejansko ti zmanjkuje energije, zmanjkuje časa in je toliko in toliko obveznosti, ki jih je potrebno napraviti, tudi zaradi pomanjkanja kadra. Če zelo sociološko govorimo. Ampak kdaj se je pol to prelomil, ker če bi recimo, tako kot si ti rekel, smo bili mladi pa to, pol bi se mogli to obnavljati in bi bili novi duhovni poklici, ne? In se obnavlja, samo da morda cerkev tega ne prepoznava tako zelo. Veliko več, kot je bilo to v 90-ih letih, je danes pobud strani laikov. Lahko rečemo tudi zelo, zelo duhovnih, ne samo organizacijsko-pastoralnih, ampak prav tudi pridigarjev laiških je več, ne? Tudi, ne samo organizatorjev. Ne? Tako ja, prav tisto v bistvu molitvene skupine, ne smem reči zakramentalne, ker pač to cerkev omejuje. Ampak pridigar je odlično. Ne? Tako, to se pravi voditeljev duhovnih vaj, popolnoma duhovnih programov, torej sicer pa sej duhovnik, torej klerik, ni tisti, ki mora biti vse, sej v cerkvi, v prvi cerkvi in lahko rečemo v Jezusovem je naredi tisto, to se pravi razvijaj svoj dar, razvijaj svoj talent, razvijaj tisti dar, ki ti ga daje duh. Sam struktura je zato včasih slepa, ne? Ja, za te nove karizme, ki se potrebujejo. Tako, ampak pridigar pač naj posluša preroka in prerok naj bo tiho takrat, ko govori ko govori pridigar. Ne. In to je tisto, ali znamo prisluhniti drug drugemu, in ali znamo dopolnjevati en drugega. In morda je tukaj večji ali pa največja težava, če lahko rečemo cerkve, uradnih cerkvenih struktur, da morda prevečkrat izpostavljajo tisto, kar je v domeni klerikov, torej kar je v domeni duhovnikov, premalokrat pa to, kar daje duh cerkvam, da naj počenjajo ali pa da naj zares živi. Tam, kjer znajo duhovniki prisluhniti temu, to se pravi, da duh veje kjerkoli. Se tudi zgodi, ne? Ja,
tam je veliko. Se mi zdi, da so vse te spremembe res velike, ne? Tehnološke, politične, socialne, pa še ta korona in da pač cerkvene strukture se malo počasneje spreminjajo, ker morajo ostati dolgožive. Ne? Pa me zanima, kaj pa ti zdaj, ko si že 60 plus, se še vedno, jaz to doživljam, kot da se še vedno zelo intenzivno učiš. Kateri so tvoji zadnji učni momenti v zadnjih 10 letih, recimo? Kaj si se mogel na novo naučiti? V 10 letih? Ja, lahko tudi kakšen drug fokus si vzameš, no, ampak... Mislim, težko opredeljujem nekaj tako časovno vezano. Ne? To se reči v zadnjem življenjskem obdobju. Ne? Od takrat in od takrat, od tukaj. V zadnjem času lahko rečem, da je glavni fokus to, deluj tam, kjer si, lokalno, s tistimi konkretnimi ljudmi. Bolj in bolj lahko rečem, da se fokusiram na mikroraven in puščam zadaj vse tisto, čemur bi lahko rekli politika, ne, v zelo širokem pomenu besede. Z politiko se tak in tak nikoli nisem ukvarjal. Me nikoli ni zanimala. Likti, za kar sem te v prvem delu podcasta hvalil, ne? Da si nacionalnih organizacij ustanovil bil zraven in tako naprej. Ne? To zdaj načrtno opuščaš. Tako, dejansko. Zelo zadovoljen sem v klepetih raznoraznih v mladinskem centru, s temi mladimi in otroci, ki prihajajo in zdaj v koroni, ko smo zaprti in samo še na Zoomu ali pa kaj takega, najbolj pogrešam tega, to se pravi osebno, ne. Tega živega stika, konkretnega stika, ko vidiš drugega, tudi ko smo bili z maskami na nosu. Ampak vsaj vidiš, torej to je tisto, kar mi osebno trenutno lahko rečem, najbolj pogrešam. In mislim, da ne bo ponudbe, ki bi me tako zamikala, da bi šel iz lokalnega okolja v nekaj več. Da mi povej... Na strokovni ravni, pa to, kar si mogoče samo tako mimogrede omenil, ne, pa mislim, da me v zadnjem času najbolj zanima ali pa najbolj spremljam domet in moč socialnega cirkusa. Povej mi, prej si to govoril o tem, da se je treba odzivati na trenutne potrebe. To si se mal polenil, ali si opazil, da tiste strukture so bile brez veze v začetku 90-ih, ali so pač zdaj strukture že obstajajo in ni več potrebe po ustanavljanju in so pač zdaj pa čutiš veliko več potrebe po tem lokalnem stiku? Jaz mislim, da je danes toliko raznih različnih možnosti, ki so na dosegu roke, kjer jih preprosto lahko poguglaš in ni več potrebe biti tako zelo aktiven na neki strukturni ravni. Ne. Bolj pa je problem to, da mladi nimajo znanj, nimajo veščin, jih lahko rečemo komercialne ponudbe tako močno zaslepijo, da pravzaprav sploh ne iščejo kaj izven tistega, kar se jim reklamira kot trenutno najboljše. In morda prav zaradi tega sem bolj usmerjen ali pa me bolj zanima to, kar se dogaja ali pa kar zadeva prav enega konkretnega posameznika. Strukturno ne morem spremeniti nič ali pa zelo malo lahko, medtem ko na tej osebni ravni pa lahko pomagam, da še kdo odkrije kaj posebnega in to je to. Tako si predstavljam enega 11-letnika, ki je s tem starčkom Rafotom v stiku in govori z njim in si sploh ne misli, kaj vse je ta človek v življenju že počel, doživel, ustvaril. S kom ima v bistvu čast govoriti, no? Meni je bilo res v čast govoriti v tem podcastu s teboj, se pravim, malo osebnega vidika, malo osebne refleksije ali pa terapije. Hvala pa tudi za vse, kar si naredil za Slovenijo. Zame si res eden od velikanov, ne samo slovenskega mladinskega dela, ampak za mnoge generacije ljudi, ki so skozi te procese šle in ki veliko bolj poznajo svoje goreče grme zaradi tebe. No. Hvala za povabilo. Mi je bilo, bom rekel, kar v izziv ali pa v veselje priti, čeprav, če bi na začetku rekel, saj nimam kaj povedati, saj ni nič posebnega, ne, ampak na ta način upam, če bo komu kaj koristilo, dobro, prav, če pa ne, pa sej miška desno, pa je končano. Hvala.